Zdaj pa gremo v 15. stoletje. Nadaljujemo z našim videom. V glavnem, vidite, kaj jaz tukaj gledam, te stavbe, so to arhitektura. Mislim, to je crazy, to je tako noro dobra, da to sploh ne moreš verjeti. Res noro dobra, ne? Mislim, si ti detajli, vse to skupaj. Seveda pa polno turistov okoli. Gremo dalje. Zraven mestne hiše se nahaja Powder Tower, oziroma Prašna brana po češko. To je ena najbolj slavnih gotskih zgradb v Pragi. Svojo 65 metrov visoko stolpnico je Prašna brana služila tako obrambi kot simbolnemu vhodu v prestolnico. Danes jo poznamo kot eno najbolj fotogeničnih točk v mestu. Powder Tower je bil kot neke vrste stop v mesta, stolp, mestna vrata. 13 jih je bilo, ampak so vsa porušena in več ne obstaja. No, ta del, sam ta stolp je en najlepše ohranjenih tovrstnih stolpov iz gotike. Ne? Tako da, mislim, res nekaj posebnega in če ste bili pozorni na detajle, ki sem jih poskušal predstaviti video, krasno, mislim, čudovito. Sprva je bila del kraljeve poti, to je bila svečana pot, po kateri so hodili češki kralji ob kromanju. Od Praškega gradu skozi mesto do katedrale Svetega Vida. Ime Prašna brana pa je dobila kasneje v 17. stoletju, ko so jo začeli uporabljati kot skladišče smodnika. Predstavlja torej mejo med starim mestom in med novim mestom, katerega je zgradil Karl IV. V 15. stoletju. No, torej, zdaj v tem delu videa se bomo sprehodili v 15. stoletje, 16. Tu še je polno nekih zanimivih zgodb, ki so se odvijale v takratni Pragi oziroma v Bohemiji, tako imenovani. Ko se ustavimo pod mogočno Prašno brano, pravzaprav stojimo na začetku tiste poti, ki jo je v 14. stoletju zasnoval cesar Karel IV. To je bila kraljeva pot, ceremonialna pot, po kateri so se češki kralji odpravljali do Praškega gradu, kjer jih je čakala krona svetega Vaclava. O Karlu IV. Še nismo nič rekli. Ja, on je bil pravzaprav oče naroda. Ne? On je uvedel, če bi gledali njegovo vladavino, on jo lahko razdelimo v 3 dobe. Prva doba je bila, torej zlata doba Prage. Ne? Praga je bila takrat dejansko prestolnica Evrope. Izredno napredna. Druga stvar, katera je uvedel univerza, šolstvo. To je on se zrihtal, torej poskrbel za izobrazbo ljudi. Tretja doba pa zlata bula. Zlata bula pa pomeni pravni red, kateri še pravzaprav začetki tega pravnega reda, ki ga imamo danes v Evropi. Skratka, več o njem pa še v nadaljevanju. Ko je prevzel oblast, je imel jasno idejo. Iz Prage bo naredil prestolnico Evrope in mu je uspela. Ustanovil je Karlovo univerzo, prvo univerzo v srednji Evropi. Zgradil Karlov most, ki še danes drži skupaj obe strani mesta. In novo mesto Praško, kjer se je končno lahko širilo vse, kar je staro mesto omejevalo. In prav tu se dotaknemo ene najpomembnejših osebnosti v zgodovini Prage in Češke, seveda, Karla IV., ki ni bil le kralj, temveč tudi vizionar. On je bil tisti, ki je v 14. stoletju zasnoval novo mesto, univerzo
in začel gradnjo znamenitega Karlovega mostu. Če je prašna brana simbol prehoda med starim in novim mestom, potem je Karel IV. Simbol prehoda Prage v zlato dobo. Rodil se je leta 1316 tukaj v Pragi. Njegov oče je bil češki kralj Jan Luksemburški, mama pa Elizabeta iz stare rodbine Premislovcev. Torej že po krvi je bil pravi kandidat za nekaj velikega. A ni bil samo kralj po rodu, bil je kralj po viziji. Ampak Karel ni bil samo graditelj, bil je tudi precej zabavna osebnost. O njem kroži anekdota, da je bil izjemno vraževeren. Pri polaganju temeljnega kamna Karlovega mostu je dal astrologom izračunati najbolj srečno uro. Rezultat? Temeljni kamen so položili točno 9. julija 1357 ob 5. uri in 31 minut. Zakaj? Poglejmo si datum, še enkrat, 9.7.1357, ura 5 in pa 31 minut. Če to zapišemo v nizu, dobimo zaporedje. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Torej leto 1357, mesec 7, torej julij je številka 7, dan 9, ura 5, minuta 31, skupaj ustvari simetrično oziroma palindromsko verigo števil. Torej gre najprej naprej in pa potem nazaj. To je priljubljena anekdota o Karlu IV. In njegovem srečnem času za začetek gradnje. Ja, lahko bi rekli, da je bil pravi mali numerolog. In zakaj mu pravijo oče naroda? Ker je iz malega kraljestva naredil velesilo. Zgradil je temelje identitete Češke, ki je preživela stoletja. Bil je moder, pravičen in, kot pravijo zgodovinarji, tudi zelo človeški vladar. Ni vladal samo z mečem, ampak tudi s knjigo, s kulturo in z vizijo. In zato, ko stopamo po Karlovem mostu ali ko se sprehajamo po Novem mestu, v resnici hodimo po poteh, ki jih je začrtal en sam človek. Karel IV., oče naroda. To je bila zgodba o Karlu IV. In ta video zaključujemo tukaj. V naslednjem videu si bomo gledali astronomsko uro, odpravili se bomo v njen stolp in dotaknili se bomo še ene znamenite češke osebnosti, in to je Jan Hus. Že sedaj vljudno vabljeni.